Dobro jutro, lepo pozdravljeni v sredino jutro, ko pišemo že 16. oktober. Ja, rdečina in vročina se dviguje in prav je, da se, kar se mene tiče, kajti temne sile nimajo več nobene moči. Ne, nobene sile jim več ne pomaga, nobena žavba jim več ne pomaga, da bi lahko vzdrževali svoj minuli tempo. Trudijo se na vse načine, tako kot se mi trudimo vsako jutro znova in na vse možne načine, da bi iz vas pripeljali nekaj lepega. Oni so se trudili v vas vnašati nekaj slabega in nismo mi tako narejeni na slabo, nič več. In časovnice, v katere vstopamo, v katere smo vstopili, pravzaprav ponujajo odprta vrata, da prestopite. Jaz sem prestopil, kar se mene tiče. Jaz sem že kdaj vam rekel, da je vojna končana, da zlata doba je tle, resnica je tle, čistina je tle, kdor se jo upa dotakniti, kdor se jo upa živeti, kdor jo zmore prenesti resnico o sebi in seveda o svetu. Ne? Ni svet bil tako krasen, kot so rekli, ampak je bil precej v bistvu bolj surov, kot smo imeli občutek in so nam razlagali, da nič ne rabiš ti se z drugimi ukvarjati, ne, pusti druge primer, 100 ljudi 100 čudi, pa vidiš ljudje, ki se oblizujejo ustnice, medtem, ko govorijo, pa se dajo tako, kako ti moram to razlagati, ne, pa pol dvignejo glas, ampak vse to so znaki, da ljudje lažejo. Kaj ti ljudje, ki lažejo, vedo, da lažejo in v to, ali so se dobro zlagali ali ne, niso prav najbolj prepričani, ne, valjda nesigurni, pizda, neki lažem, sem kurba, mi tale verjame ali mi ne verjame, valjda so nesigurni, ne. Sploh ljudje, ki mene prvič srečajo, probavajo, kako bi zdaj meni lagali, pa to zdaj, a jih prepoznam ali jih ne prepoznam in vedo, da sem detektor, ne. Pa kljub vsemu pridejo probat, kako pa kaj. Mislim, tudi v preteklosti so, da ne bo pomote. Mislim, ves čas, že koncev cel life, ne, imam jaz to. Zdaj sem jaz to malo bolj vidim, ne. Tudi način, kam tematika pelje, o čem se bomo pogovarjali o, ne vem, o bananah na tleh, ali se bomo pogovarjali o narcizmu, kajti narcizem je nekaj, kar v bistvu je neobhodno v vojni, ki jo bojujemo. Ne, kaj da bi bila vojna med Italijani pa Nemci, oziroma ne vem, druga svetovna vojna, oni na fronti se pa pogovarjali, veš, kva je meni Štefka enkrat rekla, ne. Mislim, fakt nas zanima, kje je sovražnik, kako funkcionira, kdaj ga bomo, da gremo čim prej domov, da to razbijemo do amena in gremo domov, nam se tukaj več tudi ne da biti na tej fronti. Ampak vidim, kako ljudje probajo v tej konc koncev res hudičevi in božji vojni, konc koncev, kakorkoli jo imenujemo, proba meni razlagati o vsem, kar nima veze s tem. In tako nekako probajo me odpeljati na neke druge tematike, da se le ne bi o narcizmu pogovarjali. Le kako je to možen. Z nekom, ki je odkril sovražnika, bi se sovražnik pogovarjal pa o mlečnih izdelkih, ne. Bravo. Tako vse sort banan sem slišal v življenju in želim vam dati v ušesa ne banane, ampak resnico in zdaj, kdo se je sposoben z njo srečati, soočati, sam pri sebi spregledati, to je pa seveda stvar vsakega posameznika. Je pa res, da časovnica nam omogoča lažji prehod in temne sile, ki želijo, da ostanemo nizko, imajo zelo, zelo slab vpliv. In kljub vsemu, ljudje sami izberamo, ali bomo stopili na časovnico 5. dimenzije oziroma resnice, ali bodo pač ljudje ostali tam, kjer so. Na enak način bodo ljudje funkcionirali. Strah, laž, prevara, manipulacija, kar naj sam ne na isti časovnici z nami. Oni bi imeli bonitete 5. dimenzije, s tem, da bi delovali po principih laži, prevare, kar je 3. dimenzija. Zakaj si želijo 5. dimenzijo, če pa imajo tako radi laž? Zakaj ljudje iščejo resnico, če pa tako radi lažejo?
Zakaj ljudje govorijo o tem, da čakajo, da bo prišla resnica, medtem pa ljudje lažejo, pa prikrivajo, pa manipulirajo. Predvsem imajo skrite stvari v ozadju, za katere nočejo, da bi bile vidne. Ne razumem. Razumem. Ego je težko spustiti in za prehod v 5. dimenzijo, v časovnico višje, je potrebna resnica. Treba je spustiti ego. Vsi smo grešili. Se pokesati sam pri sebi in reči, zdaj pa ne bom več narobe delal. Zdaj bom pa prav delal, zato ker vem, kaj je prav. Zaglavil sem, ja, in to hudo. Kaj pa zdaj, bom pa še glavil. Mislim, lahko, to je še vedno svet 3. dimenzije, torej dimenzija strahu ali pa pač 5. dimenzija, kjer je dimenzija ljubezni. Vsak izbira sam. To je tisto, ki smo slišali milijonkrat že, da resnica nas bo osvobodila, pa vendarle bo predtem precej zapekla in zabolela. Treba je zlomiti tisto, kar je virtualno, in o tem se pogovarjamo vsako jutro na prvem D-programu Radia MTK, ki oddaja iz 5. dimenzije na valovih megahertz. Dobro jutro vsem, ki ste z mano že 13 minut čez 7, vas je skoraj 13, torej 12, skoraj 13, torej da bi se minutke poklapale, pa se ne. Ampak ja, bomo malo počakali, če se nam še kdo pridruži, naj pride kakšna Lola, ki ve, da nismo milijonarji z milijoni, ampak imamo veliko in krasno čisto srce. Dobre.